ne maram križark, ja, ampak ne bom razlagal, zakaj, vsak ima svoje mnenje o tem. Sem pa nisem mogel drugače kot tako. Tole je eden najbolj zanimivih kraških pojavov na svetu. Vem, jaz vedno ponosno razlagam tujcem, da imamo tudi mi veliko tega, recimo Postojnsko jamo, v kateri sem jaz vozil vlakec in sem totalno ponosen, ker to je res posebna čast. Ampak ja, tujci se ne zavedajo, kaj to pomeni v Sloveniji. Tole je pa Halong Bay. Tukaj je skoraj 2000 majhnih otočkov, 1000 jih sploh še nima imena. Je pa tole nastalo z dviganjem tal, erozijo, pač apnenc, tako kot na našem Krasu, vse sem rekel. Vreme je kot je, sonca še nisem videl, ampak vsaj dežuje, ne. Nekih 15 stopinj je pa cel kup križark, tukaj je res oblegano strani turistov. Drugače sem dal pa slabih 200 € za eno nočitev pa 4 obroke, pijačo moraš pa ekstra plačati, tako da pocen glih ni, sem pa blizu Hanoja v Vietnamu. In kot vedno, nisem prišel sem špilec turista, dober, malo tudi, ampak bolj pomembno zaradi avta. Zaradi enega, ki ga verjetno še nikoli v življenju niste videli, jaz pa imam posebno čast, da ga vozim med prvimi v deželi tukaj daleč na vzhodu. To je Jayco J7. Jaz sedem po domače, je pa to avto, ki se bo kmalu prodajal tudi pri nas, zato je še posebej zanimiv. Moram najti kakšno avtopravljenco, da ga pokažem lepega, čistega, dosem sem ga že fajn umazal, ker ceste v Vietnamu niso povsod glih najlepše. V bistvu so kar slabe, no, ampak sej sem se pa da priti. Sama dlje rabaš. Do Sape sem se iz Hanoja vozil skoraj 6 ur, pa je razdalja nekih 300 km, sem pa sem prišel, ker sem pričakoval, da bo najmanj noro. Pa je, no ja, sej je lepo, ampak moraš imeti pa v tem času totalno srečo, da ni megle, da ne dežuje, da ni preveč turistov, zato sem bil pa pol kar malo razočaran. Ampak je pa tukaj najvišji cestni prelaz v Vietnamu, skoraj 2000 metrov visok pripelje cesta in razgledi v osnovi niso šloh. Na takšne ceste grem najrajši, ker večinoma vidim lepo naravo, sploh pa dober preizkusam avto, ker je veliko vinkov in vsega, da podvozje trpi. In Jayco, ja, to je avto, ki se bo tepel v segmentu C-SUV, ker je dolg točno 4,5 metra. Idealna dolžina za družinsko rabo, prostora je posod dovolj, tudi prtljažnik je velik, če upoštevam, da ima spodaj še pravo rezervno kolo, ki ga upam seveda ne bom nikoli rabil, ampak v takšnih deželah je to še kako priporočljivo. Dobar, se mogoče pa jutri, ki je boljše vreme na vrhu, čeprav izgleda kar oblačno. Upam, da bo vse danske boljše. Megle je že en mesec tukaj. Drugače pa evo, nudili za kosilo, večerjo in za zajtrk. Sem na najvišjem vrhu Indokine, Fansipan 3143 metrov in je lep razgled. Sem dal 30 € za gondolo povratno, pa nisem imel veliko sreče z meglo. Drugače pa pravi, da če se tega dotaknem, bom imel cel življenje srečo, ampak je verjetno nam za vreme porabil nekaj drugega. To te kar poriva, ko se hoče slikati. Pa tam je slišal še neko ogromno zastavo, sem vidim je pa ne. Recimo na cesti, tukaj rabim veliko sreče. Sploh danes, tukaj piše, da rabim za 123 km 3 ure 15, tako da bo očitno kar pestro. Česa vsega ne vidiš tukaj v poti, promet res poteka malo drugače kot pri nas, ampak vse to že veste. Drugače sem pa šel v Sapo tudi zaradi riževih polj, baje so tam ena najlepših, pa je bilo še največ to, kar sem videl iz gondole, ko se je oblak malo razkadil. Potem pa sem se spustil na zahodno stran, kjer je končno posijalo sonce, postalo je toplo, turistov ni sploh, našel sem pa to.
A ni noro. Pa ne samo riževa polja, tudi čaj raste tukaj in je njihov drugi najbolj izvažen kmetijski produkt, medtem ko so z rižem drugi na svetu takoj za Tajsko. Očitno, če je pa toliko tega in tukaj imam kar srečo, da sem ga videl, ker večina polj sploh še ni polna. Jih morajo najprej nafilati z vodo, potem pa posaditi riž. Zdaj sem v Mukangčanu, kjer so sploh lepe terase, ampak so še bolj ali manj rjave od zemlje, čez recimo 2 meseca bo pa to kar žarel od zelene barve. Očitno bo treba nazaj, pa potem še enkrat, ko bo vse zlato, tik pred žetvijo. K sreči bo imel Jayku še kup novih modelov, tako da evo, imam izgovor. Ta znamka bo skupaj z znamko Omoda, ki tudi prihaja k nam istočasno, verjetno igrala kar pomembno vlogo v prihodnosti. Ustvaril jo je kitajski Chery in to sta prva modela, Jaykov J7 in Omoda 5. J7 je malo večji, napada avte, kot je recimo Hyundai Tucson, Omoda 5 je pa v rangu Nissana Qashqai, od obeh pa sta seveda cenejša. Moj ima celo 4-kolesni pogon, ki ga seveda nujno rabim tukaj v Vietnamu, sploh po avtocesti do Hanoja in potem naprej proti jugu. V Hanoj ne priporočam iti z avtom, ker ga ne rabite in ker je promet katastrofa. Absolutno pa priporočam obisk stare četrti, ker boste tam super dobro jedli in še vedno poceni. Potem boste videli lahko vlak na ulici, sploh pa boste uživali v starih znamenitostih, kot so cesarska citadela iz 11. stoletja, pa Ho Chi Minhov mavzolej je atraktiven, budistični tempelj z enim stebrom. Posod je ogromno turistov, ampak to so pač atraktivne stvari in Vietnam na takšen način dobi kar lep delež prihodkov v svoj BDP. Meni je bil zelo všeč še konfucijanski tempelj literature s krasnim dvoriščem in seveda sem si moral ogledati tudi predstavo z vodnimi lutkami, ki prav tako izvira že okoli 1000 let nazaj, prav z tega območja, ko je Rdeča reka poplavljala riževa polja, potem pa so se vaščani zabavali na takšen način. Pa shopping, to je tudi zelo priljubljena aktivnost tamle, imajo vse, ampak res vse, sam mogoče ni čisto vse originalno. Jaz pa sem že v kraju Tan Quoc, urco južneje od Hanoja in na poti sem končno malo upravil avto, pa je že spet umazan od mrčesa. Sem pa mogel prav pogledati, kako se tukaj reče avtopralnici, ker imajo pač večinoma motorje, ampak je tip vse fajn zrihtal za slabe 4 evre. Zdaj pa bo avto lepo počakal tukaj, ker mene spet čaka nekaj zelo posebenega. To je spet ena kraška pokrajina, kjer prevladuje apnenc, zato so nastale številne jame in takšni zanimivi vrhovi. Najboljše pa, da se na ogled peleš s čolnom, kjer vesla ženska z nogami. Res, nora atrakcija, zelo priporočam, je pa tukaj ogromno turistov in tukaj bodo res skušali scuzati iz ves denar, ker ga pač imate, če ste prišli sama, ne? Je pa ful lepo, ker so riževa polja že zelena, tako da so očitno ta prav cajt vse posadili, da bom jaz imel lepe posnetke. Danes se peljem proti jugu, proti mestu Hoi An, 9 ur vožnje. Spet je ful lepo vreme, taka lepa nizka oblačnost. In zdaj tudi vidim, zakaj imajo Vietnamci toliko čist zrak, da niti ob jasnem vremenu ne vidijo sonca. Kurijo na prostem, požigajo rastje. No, temu pa oni rečejo avtocesta, glede na jugu. Poprečna hitrost je tam okoli 50 na uro, večino cajta se voziš v koloni za tovornjaki. Kaj pa vozniki? Eni najslabših, kar sem jih videl kadarkoli. V bistvu sem moral kar spremeniti svoj slog vožnje, sicer bi me tukaj kar zrinil z ceste. Tukaj moraš biti kar bolj agresiven, odločen in dejansko moraš trobati, ker te sicer sploh ne upoštevajo. Sam ful ne maram tega, ampak treba se je prilagoditi in čeprav se zdim včasih kar sam seb nek huligan tukaj, sem še med najbolj umirjenimi vozniki. Šoferji tovornjakov ne upoštevajo nobenih pravil. Tudi vozniki avtomobilov večinoma vozijo 70 na levem pasu, tisti, ki prehitevajo, pa stalno blendajo ali pa trobijo. Obup. 120 na uro, kot je omejitev potem na tistih avtocestah na severu, v bistvu skoraj nikoli ne dosežeš, ker moraš stalno vijugati levo, desno. Ja, tukaj se prehiteva po desni strani, tako da dobim kar pike, ampak drugače ne gre.
In kaj so naredili za boljšo varnost? Od letos so nekatere kazni zvišali za 30-krat. 30-krat, prav ste slišali, ja. Še bolj kontroverzna pa je opcija, da lahko kdorkoli zatoži kogarkoli in zato dobi tudi do $200 nagrade oziroma 10% njegove kazni. Mislim, sam še to rabimo, ja, da se to žarimo. Ampak očitno ne gre drugače. Nekaj mora narediti, ker je promet res obupen, vozniki so neizobraženi, marsikdo se je tudi nesposoben, zraven so še ful nesramni, tako da če koga vse mika vožnja tukaj, je pa dovolj veljavno vozniško dovoljenje, pa še mednarodna vozniška po Dunajski konvenciji iz leta 1968. Dolga vožnja je bila res dolga, ampak tukaj je vse daleč, tudi če po kilometrih v resnici ni, ker je promet toliko počasen. Ampak je vse zanimivo. Na poti boste videli, da so spomini na dolgo vojno v Vietnamu še zelo sveži, videli pa boste v mestu Hue tudi noro grobnico, ki si jo je še v času svojega življenja dal postaviti kralj Dinh in nabil davke ljudstvu, da se je lahko zgodil tako nor in kičast grob. Seveda ga ljudje niso marali, sploh ker je bil priliznen takratnim kolonizatorjem, Francozom, ampak danes cel svet hodi gledati to mojstrovino. Z mano vred. Avto bo zdaj 3 dni tukaj le parkiran, ker bom uporabil drugo najboljše prevozno sredstvo v Vietnamu, grem pa na nekaj čist netipičnega zame. In zato se mora danes še posebej zgodaj vstati in zato imam tudi take podočnjake. Zato imam pa jaz malo prenisko. Kuharski tečaj. To je ena najboljših turističnih atrakcij, tako da me bojo danes naučili, kako narediti jukco, kako narediti nudelčke, palačinke vietnamske, potem spring rolle in take stvari, tako da akcija. Ne bom zdaj kuhal za celo ekipo volana, ampak nekaj sem se pa vseeno naučil. Vietnamska kuhna je ena najboljših in glede na vitkost ljudi očitno tudi ena najbolj zdravih na svetu in ko boste videli, kako se obdela riž, kako nastane rižev papir in zakaj je njihova jed pho tako popularna, vam bo vse jasen. Pho bi lahko zelo poenostavljeno rekel, da je naša goveja župca, ker se podobno začne delati, potem pa pač po azijsko doda razno zelenjavo, začimbe in riževe rezance. Hoi An sicer obišče ogromno turistov, ampak mesto, ki je samo malo večje od našega Maribora, ima tudi ogromno za ponuditi. Zvečer je zelo živahno na reki in ob njej, kjer je veliko ulične hrane, ki sem jo tudi sam seveda z veseljem preizkusil. Zelo dobre bane delajo, to so topli sendviči z mesom po izbiri. Njami. Čez dan pa sem se pedel s takšnimi čovni v obliki košar po kanalih reke Tu Bon pred izlivom v morje. Pravijo, da so jih izdelali, da so se s tem izognili plačilu davkom Francozom, ker se niso šteli med čovne, čeprav so jih uporabljali že kar veliko prej. Izdelani so iz bambusa, z njimi pa pluješ med gozdom kokosovih palm. Spet ena zelo turistična zadeva, vsak cent bodo poskušali potegniti iz vas, ampak je res luštna zadeva, nimam kaj reči. Jaz pa sem nazaj v svojem najbolj priljubljenem prevoznem sredstvu, zdaj se je dobro spočil in danes naj čaka novih ful kilometrov, za kar bo rabila več kot 10 ur. Ja, res so dolge vožnje, nujno zelo. In zdaj lahko končno povem tudi kaj več o avtu. Tale vidim eno lepo lokacijo. Ni težko videti, kje so tudi črpali ideje za obliko, a ne? Itak, Chery je kitajska znamka, ki izvozi največ avtomobilov po svetu in zato zelo veliko zdaj stavlja na ta J7, ki ga vozim tudi sam in ki je v resnici zelo zanimiv avto. Itak, oblika je atraktivna, sploh ta maska je takšna pokončna, mogočna, folk ga zelo obrajta, kot rečemo doma. Pa še točno v sredino razreda C SUV, zato se tudi zadnji sedi v bistvu dober in z materiali so želeli pokazati, da je to avto, ki bo lahko zadovoljil tudi majčkeno bolj zahtevne okuse.
Sploh oprema je bogata, tukaj ne bodo veliko komplicirani s paketi, pa itak bo vsak izbral bogatejšega od dveh. To pa zato, ker dobiš usnje, gretje in prezračevanje sedežev, strešno okno, dober zvočni sistem, vso moderno elektronsko asistenco, 360-stopinjsko kamero, projekcijski zaslon in še takšen velik 14,8 palčni osrednji zaslon, ki bi lahko imel še malo boljši oziroma bolj enostaven vmesnik za uporabo, ampak bodo to Kitajci hitro poštimali, sem ziher. Ker osnova je dobra. Jayco je recimo eden zelo redkih avtov, ki zna prebrati tudi tale moj 64 GB USB-C ključek, ki je za vse avte prevelik. Vem, malenkosti, ampak tudi te štejejo. In kako se pelje po vietnamskih cestah, ki so vedno izziv? Kar trdo. Sem pomislil najprej verjetno zato, ker želi biti malo bolj trpežen, sem se pa pol hitro navadil in vožnja je v redu. Ne boste ga podili v vinke, ker za to obstajajo boljši pa nižji avti, vse pa pelje zanesljivo in lahko tudi tiho. Zvočna zatesnitev se mi zdi zelo dobra, zato sem občasno slišal kakšnega črička temne od zadnje pri strešnem oknu, potem sem pa izvedel, da so za Evropo še posebej pazili pri končni obdelavi in da so naši avti narejeni v nulo. Bomo vse že zelo kmalu preizkusili na testu, a ne? Motor? 1,6 litrski turbo bencinski 4-valjnik 145 kW, ampak pri nas bo moč malo manjša zaradi strožjih omejitev glede izpustov. Menjalnik ima 7 prestav in dvojno sklopko, prestavlja čist lepo, sicer nima ročic tukaj ob volanu, ampak lahko vseeno sam prestavljam s tole ročico, ko se vozim po klancih dol, česar je bilo tukaj kar velik. 20 cm je oddaljen od tal in lahko brede po 60 cm globoki vodi, ki je po mojem ne bo nikoli videl, ampak fajn je vedeti, da avto zmore tudi to, če vam bo kdaj zalil podvoz do doma, a ne? Ja, fino, končno spet malo sončka, sem imel res veliko oblakov in tudi dežja na poti, tako da za konec grem pa zdaj še na jug. In kdo bi si mislil, da bom v Vietnamu videl sipine? Mekongova delta je za kar 2 Sloveniji veliko območje, kjer ima ogromna reka Mekong številne kanale, zato je tukaj praktično vse pod vodo. Tudi 4-kolesni pogon mojega J7 tukaj ne bi čist nič pomagal, ko bi se kam zakopal. Je pa seveda zaradi obilice vode tukaj raste tako bujno, da izgleda kot neprehodna džungla. Pa imajo vsem kar urejeno infrastrukturo, posod so neki mostovi, cestice, tako da se lahko pripelješ praktično povsod. Absolutno priporočam, da pridete sem, da boste videli, zakaj vse so uporabne kokosove palme, kako se izdeluje čokolada, kje lahko kupite res poceni matični mleček ali pa žganje s kačo. Sicer je vroče, tudi soparno, ampak domačini so neverjetno prijazni, ves čas me pozdravljajo, mi mahajo, potem lastniki prenočišč me pa gledajo, kot da sem pripeljal najmanj z Lune, ker še nikoli niso gostili turista, ki bi se k njim sam pripeljal z avtom. Ja, super destinacija za potovanje je Vietnam, ljudje so ful pridni, komaj znajo sicer kaj angleško, liter bencina stane manj kot evro, za zadnji dan pa sem si privoščil še malo luksuza, pa sem dal 30 evrov za 2 osebi. In hrana je zelo poceni in predvsem odlična. Sem se spet zredil, tako da je skrajen čas, da grem zdaj domov. Pa mogoče še nisem povedal, tukaj je ura 6 ur naprej. Evo, prva vožnja z Jaycojem J7 je uspela, prevozil sem 2885 km, poprečna poraba je bila 6,9 litra, cesta je preživel, prask dodatnih nisem pridelal, čeprav je to kar uspeh, ker promet tukaj je sploh v Ho Chi Minhu, kjer sem zdaj je obupan, kmalu pa ga boste videli tudi na naših cestah. Evo, ključe sem vrnil, zdaj pa samo še letališče najdem in letim domov.